Prijeten pozdrav. Čeprav marsikdo ni čisto prepričan, ali nova športna dvorana bo ali ne, so občinski svetniki tokrat sprejeli sklep, da občina Novo mesto dokonča vse dejavnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja za športno dvorano Portoval. Na 15. seji občinskega sveta je bil predlog sprejet s 16 glasovi za in 8 proti. Med drugim je proti glasoval Ivan Gril iz SDS-a. Predvsem iz razloga, ker nam župan ni z nobenim dokumentom predstavil finančno konstrukcijo, ki bi zagotavljala, da se bi lahko po pridobitvi gradbenega dovoljenja ta dvorana lahko seveda tudi zgradila. Mislim, s tem smo tisto prvo stopnico dosegli, da nadaljujemo s projektom. So pa svetniki opozarjali na kar nekaj prihodnjih nevšečnosti, ki jih lahko prinese neuspešno izveden projekt nove dvorane. Ja, zagotovo bomo mi na ta način seveda ta sredstva porabili in ker se ne bo gradilo ali pa ne bo možno zgraditi, je velika verjetnost, da bo tudi gradbeno dovoljenje propadlo in pomeni, da se bojo postopki lahko, če bo seveda volja in seveda tudi sredstva ponavljali od začetka. Vsi ti pomisleki so popolnoma upravičeni in jaz popolnoma razumem svetnike, kajti vsako opozorilo je pozitivno in to je treba pri teh zadevah zelo natančno upoštevati in tudi spoštovati, toda brez rizika zadeva ne more iti. Tako sam kot tudi svetniki, ki so glasovali za sprejetje sklepa, smo s tem sprejeli tveganje, ki se ga zavedamo, dodaja Muhič. Krizni časi velikokrat spodbudijo k sodelovanju. Tako sta se na Otočcu sestala ministra Republik Slovenije in Hrvaške, kjer sta se pogovarjala o možnostih za tesnejše sodelovanje med državama na področju prometa in prometne infrastrukture. Oba ministra sta bila zelo zadovoljna s pogovorom, ki je potekal tako na strateškem kot operativnem področju. Z gospodom ministrom sva danes odprla številna vprašanja na področju predvsem prometne infrastrukture, železniške, cestne, pomorske in tudi, kot ste slišali, zračne oziroma letališke. Veselim se, što smo pokrenuli Veselim se dejstva, da smo se dotaknili točk, ki do zdaj še niso bila tako predstavljena, kako bi jih rešili, še posebej mejna infrastruktura. Osobito što se tiče, reći ću, granične infrastrukture. Sodelovanje med državama bo še tesnejše, saj sta ministra ugotovila, da so številna vprašanja, ki so v interesu obeh držav in celotne regije in da je prav, da jih rešujemo na najboljši možen način. Govorila sva o nadaljnjem razvoju posameznih koridorjev. Ministra sta odprla tudi možnost za sodelovanje letalskih prevoznikov obeh držav. S podelitvijo priznanj in nagrad za leto 2012 so v Stični obeležili praznik občine Ivančna Gorica, ki sicer 29. maja. Saj je bil na ta dan leta 1871 pisatelj Josip Jurčič imenovan za urednika časopisa Slovenski narod. Zlati grb je prejela Magdalena Urbančič, direktorica Centra za zdravljenje bolezni otrok Šentvid pri Stični. To priznanje mi pomeni zelo veliko. Potrditev dela, ki sem ga do zdaj delala, hkrati pa je to tudi izziv za vse bodoče projekte, ki jih še imam skupaj z občino v mislih. Nagrado Josipa Jurčiča sta prejela Kulturno društvo Zagradec in dolgoletni poveljnik štaba civilne zaščite občine Ivančna Gorica Milan Vrhovec. To mlado aktivno društvo, priznanje nam pomeni spodbuda za nadaljnje delo. Počaščen sem, da mi je občina dala za moje delo na področju kulture, gasilstva, civilne zaščite, to priznanje, veliko mi pomeni. Plaketo Antona Tomšiča sta prejela Janez Dremelj in Boštjan Modic, plaketo Miha Kastelica, ki so jo letos podelili prvič, pa Ciril Klemenčič. Sicer pa so ob tej priložnosti tudi uradno namenu predali krožno pot Prijetno domače. To je zaključek prvega dela tega našega projekta, sledi drugi, ki bo težji. Se pravi, vse to delo, ki smo ga do zdaj vložili v odpiranje turističnih informacijskih točk in pa v slogan Prijetno domače, bo treba nekako umestiti vse naše izdelke, storitve, ponudbo celotno občinsko.
S tem se vloga občine počasi zaključuje, saj nameravajo ustanoviti zavod, ki bo prevzel dosedanje dejavnosti na področju turizma, kulture in športa ter skrbel za razvoj znamke Prijetno domače. Krožišče v Šempetru v krajevni skupnosti Otočec naj bi jih začeli graditi še letos, pravi novomeški župan Alojzij Muhič, ki ima zagotovilo Direkcije za ceste, da je denar za gradnjo zagotovljen. A pred začetkom del so na vrsti še arheološka izkopavanja. Začetek gradnje krožišča so že 4-krat prestavili, pravi predsednik sveta krajevne skupnosti Otočec Jože Borse. Med drugim zaradi nerešenih zemljiško-knjižnih zadev, zdaj pa so na vrsti še arheologi. Zakaj se s tem čaka? Verjetno je jasno, verjetno je problem s sredstva, vendar za nas to ni nikakršen odgovor. Muhič poudarja, da bodo s koncem arheoloških raziskav izpolnjeni vsi pogoji za začetek gradnje, pri kateri občina sofinancira 200 000 evrov za pločnik in javno razsvetljavo. Na obnovo pa čaka tudi cesta od Lešnice do Kronovega, za katero naj bi že podpisali pogodbo, a del kljub napovedim še niso začeli. Ta pogodba je bila z naše strani že potrjena, poslana tudi v potrditev na Dars in direkcijo. Kljub poizvedovanju, kje je ta pogodba zdaj ostala, nisem še uspel ugotoviti, kdo jo zadržuje. Avtocesta si je končala 2008, izgradnja avtoceste. Takrat bi morala se ta cesta obnoviti, vendar, gledajte, ne vem, kdo je tukaj zatajil. Mislim, da je tukaj zatajila stroka in politika. Bodo pa, predvidoma v teh dneh, vsaj uredili nevaren odcep za Lešnico, kjer sta se minuli teden spet zgodili prometni nesreči. Inšpektor za promet je tudi izdal odločbo o odstranitvi obstoječe ograje in spremembi talnih označb na cesti Lešnica in križišče in pa tudi postavitev štop znaka. Morda bo to pripomoglo k manj nesrečam na tem odcepu, čeprav je odgovornost še vedno predvsem na voznikih, je dodal Muhič. V Metliškem vrtcu so slovesno obeležili 50 let organizirane predšolske vzgoje in varstva v Metliški občini. Mineva namreč pol stoletja, odkar so v tamkajšnjem gradu odprli prvi vrtec v občini, ki ga je obiskovalo 21 otrok. Na slovesnosti, ki so jo z razigranimi plesi in pesmimi oblikovali vrtčevski otroci, so obudili spomin na minula desetletja, ko so se v Metliškem vrtcu srečevali z veliko prostorsko stisko. Vse do lani, ko so vrtec preuredili in dogradili, ter tako zagotovili odlične pogoje za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. Res je, imamo krasne pogoje, imamo zelo strokoven in kvaliteten kadar, tako da nimam ob tem kaj še pripomniti. Trenutno si želimo samo večjega vpisa. Vse zmogljivosti vrtca namreč niso zasedene, slabo pa kaže tudi z vpisom za prihodnje šolsko leto. Ja, trenutno je vpis slabši, kot smo pričakovali, kar nekako predpisujemo temu, da je brezposelnost v občini Metlika precej visoka in da mamice nimajo zaposlitve in potem se odločijo in varujejo otroke doma. Ne vedo pa še, kako bodo na vključevanje otrok v vrtec vplivali napovedani vladni varčevalni ukrepi. Lahko samo to povem, da vsi ukrepi, ki smo jih predvideli v teh varčevalnih ukrepih, smo jih zelo skrbno izbirali in zelo preučili na način, da ne posegajo na kvaliteto in bivanje otrok. Da bi njihovi otroci še naprej nasmejani hodili v vrtec in se v njem počutili varno, si želijo tudi starši metliških otrok, ki so zadovoljni z njihovim vrtcem. Naš fant se zelo dobro počuti v vrtcu. In to je nam kot staršem tudi najbolj pomembno. Tako da, ko grem v službo, grem sproščena in ga tudi vesela pridem iskat. K dobremu počutju otrok pripomorejo tudi številne dejavnosti, ki jih izvajajo v vrtcu in so jih na slovesnosti ob jubileju predstavili zbranim staršem in gostom. Na Lokah v Krški občini se 8 romskim družinam obeta rušenje njihovih na črno zgrajenih objektov. Novi lastnik zemljišča bi namreč rad na tem območju, na katerem je že 30 let predvidena individualna stanovanjska gradnja, zgradil stanovanjski kompleks. Približno 8 hektarov zemljišča je zdaj v lasti podjetja Iztoka Starca SI Investicije, ki opozarja, da osnovnih pogojev za legalizacijo črnih gradenj ni. Po osnutkih teh načrtov je predvidena individualna stanovanjska gradnja za 65 objektov, ki naj bi se izgradila v več fazah.
Romom, v naselju jih živi okrog 35, je predlagal 5 rešitev. Ena je, da ostanejo na Lokah in zemljo odkupijo po 75 evrov za kvadratni meter, ostale rešitve pa predvidevajo selitev na različne druge lokacije. Tako da še vedno čakam na njihov odgovor glede mojih ponudb za skupno in pa sporazumno rešitev njihovega stanovanjskega problema. Mi smo, da to zemljo odkupimo, nočemo zastojno nobenega nič, ampak po taki logični ceni. To je izseljevanje za vse to, kakor vemo, v centru Ljubljane je 50 evrov kvadratmetrov, tule pa ni opremljeno komunalno, pa 75 evrov. Občina Krško se bo zagotovo prijavila na naslednji razpis države za odkup. Vemo, da država prizna samo 20 evrov po kvadratnem metru, kar je bistveno manj od tega, kar nam ponuja trenutni lastnik. Na Lokah živeči Romi sicer s prstom kažejo na krško občino, da bi jim ta morala pomagati. Občina nas hoče tako kot nazaj, pred 40 leti nazaj v Šotor. Tukaj, ko jaz razmišljam, oni nas hočejo tule seliti. Jaz ne vem, kam bi šel. Tukaj imam streho nad glavo, da otroci ne spijo po zimi po minus 25 stopinj ven v Šotor. Iščemo varianto na obstoječi lokaciji. Jaz sem optimist, mislim, da nam je časovna komponenta gre v prid. Hitrih rešitev pa ni, še dodaja Filipovič. Novice tedna pa končujemo v središču Novega mesta, za katerega je večkrat slišati, da ga je treba oživiti. Je pa konec tedna kazalo živahno podobo. Na stojnicah so namreč svoje izdelke ponujali ekološki kmetje, ki jih je v sklopu 7. ekopraznika obiskovalo več kupcev kot ponavadi ob petkih. Z ekopraznikom, ki ga prirejajo v Združenju za ekološko kmetovanje Dolenjske Posavja in Bele krajine v sodelovanju z občino, želijo dvigniti ozaveščenost ljudi o prednostih ekološko pridelane hrane. Drugod po Sloveniji pravijo sicer, da ponudba je kakršna je, ampak pri nas težko prodamo. Res imamo več ponudbe, kot pa je povpraševalcev. In zato želimo, da vejo ljudje za nas in se tudi vsako leto tukaj dobimo s tem namenom. Kupcev na petkovi tržnici na glavnem trgu, tako ekološki pridelovalec Zvone Černelič, pa je vse več, čeprav se kriza odraža tudi v denarnicah. Predvsem gre za zveste stranke. Večja težava je, ker te hrane premalo in enostavno je premalo in če bi bilo bistveno več, bi se to vse prodalo. Seveda se najde kdo izjema tudi, ki bo pojamral, da ne morem prodati, ampak to so bolj izjeme, pač malo se treba tudi potruditi oziroma če imaš nekaj dobrega, se niti ni treba truditi, se najdejo stranke same. Ja, letos smo prvič se začeli ukvarjati z partnerskim kmetovanjem. Odziv na Dolenjskem je zelo dober, lahko rečem, da smo že kar polni, sprejemamo sem še rezervacije. Sistem je pa tako, da se z stranko dogovorimo, katero zelenjavo bi stranka redno jemala čez celo pridelovalno sezono. In potem stranki vsak petek dostavijo zabojček v vrednosti 10 evrov. Odločila sem se, ko sem videla od gospoda v časopisu, kako on to predeluje in sem rekla, gremo poskusiti in zdaj je drugič in smo zadovoljni kar. Sicer pa so v sklopu ekopraznika pripravili tudi posvet Ne zastrupljajmo naših otrok, s katerim so opozorili na zaskrbljujoče podatke v zvezi z uporabo fitofarmacevtskih sredstev in izpostavili možnosti, kako se kemikalijam izogniti. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje čez teden dni.